Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 48 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Na spletni strani volitve2022.si lahko, če se registrirate, vsak teden glasujete za svojo najljubšo stranko. V prvem krogu, glasovanje se začne vsako sredo in se vsakič zaključi do nedelje, je glasovalo 4396 volivcev. Premočno je zmagala vladajoča SDS, ki je zbrala kar 36% vseh glasov. Daleč zadaj je Gibanje Svoboda Roberta Goloba z 12%. Vsak ponedeljek bomo rezultate glasovanja objavili tudi pri nas. Sedaj pa se lotimo 89. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Glorija za Glorijo, olimpijska zgodba Glorije Kotnik. Kako trnova in hkrati lepa je lahko pot do olimpijske medalje, nam bosta povedala naša posebna gosta. Bronasta olimpijka Glorija Kotnik in njen trener Aco Sitar. Glorija, Aco, toplo pozdravljena. Dobro večer. Glorija, veste, kaj me najprej zanima? A se vam še kdaj zgodi, da se zjutraj zbudite, pa se v bistvu zaveste, da to niso bile sanje, da res imate olimpijsko medaljo? Res je, se mi to še kar pogosto zgodi, kar ne morem verjeti, ampak na srečo ob vseh teh obveznostih, ker majčkeno tudi pozabim na to olimpijsko medaljo, in se bolj osredotočam na vse, kar se dogaja ob tem. Mediji vas ves čas spominjamo na to, tako da čisto pozabiti verjetno ne morete. Saj to je bil hec. Ne, res, v tem trenutku je res nemogoče pozabiti ali pa odklopiti ta uspeh. Nisem si nekako predstavljala razsežnosti olimpijske medalje, V zadnjem času je res precej intenzivno. Se pa pač trudim, tudi to je del uspeha, del športa, da res nekako ustrežem čim večjim, seveda ste tudi vi za nas športnike zelo pomembni, in se trudim tudi to delati 100%. Nam se mogoče zdi, da smo pomembni, ampak v srcu smo vsi navijači. Aco, zdaj za nas laike, vi ste delovali tako v alpskem smučanju, kot zdaj v deskanju na snegu. Koliko je bolj zahtevno recimo ta način tekmovanja, ko v bistvu ti paralelno smučaš s tekmecem oziroma s tekmico v primeru Glorije? Ja, definitivno je deskanje mnogo bolj zahtevno, že zaradi ravnotežja, ker če imaš desko na snegu, greš lahko samo v tisto smer, v katero ti pač dovoljuje, da greš, Zdaj, obremenitve v zavojih so enake. V bistvu v smučanju in v deskanju je en zavoj, se pravi takrat, kadar smo s hrbtom obrnjeni proti kolu, sta celo zelo podobna glede vhoda v zavoj. Pri deskanju je drugače, takrat, kadar si z obrazom obrnjen proti kolu, nekoliko drugače, ampak vedno je bistvo to, da je telo popolnoma sproščeno in da ramenski obroč ni nikoli obrnjen tako, da vpliva moteče na desko ali pa na smučke. Glorija, kako težko je vse to imeti v glavi, tistih nekaj sekund, zraven opazovati še tekmico, pa poskušati biti čim hitrejša? Saj mogoče se v osnovi sliši težko, ampak recimo jaz na tekmi oziroma med vožnjo tega niti ne razmišljam več. Se mi zdi, da je v bistvu toliko ponovitev, toliko treningov, da nekako to postane avtomatsko. Tako da jaz se s tem potem dejansko ne obremenjujem. Imam neke osnovne napotke, ki si jih dam, in potem se posvetim samo temu. Tako da jaz tudi večkrat tekmic sploh ne opazim, ker sem toliko sfokusirana na svojo vožnjo. Je pa seveda do tega precej težko priti, in ni kar tako samoumevno. To so leta vadbe.
Ja, verjamem, da dobiti medalje na olimpijskih igrah ni tako preprosto. Gloria, ste vi najprej začeli smučati, pa potem deskati, ali je to šlo vzporedno, ali ste začeli kar z deskanjem? Kako je to bilo? Ne, sem predtem smučala. Na smuči me je najprej postavil moj dedek. Smo pa bili tudi mi že tako zelo smučarska družina. Ja. S starši smo vsak vikend šli na smučanje. Sta se pa potem, ko sem jaz bila stara 5 let, moja starša sta zamenjala smuči za desko. V tistem času se je tudi razvijalo deskanje na snegu. In nekako takrat naprej jaz nisem želela več z njima, dokler mi nista kupila tudi meni deske, no. Tako da tako se je vse skupaj začelo. No, zdaj je super, da ste bili tako vztrajni na začetku. Nekaj časa je trajalo, verjetno veliko truda, veliko znoja, tudi kakšna solza prelita, ampak na koncu se je splačalo, ne? Ja, definitivno se je splačalo. Res pa je, da je tukaj v ozadju ogromno truda, treningov, odrekanj, vzponov in padcev, težkih stvari, ampak se mi zdi res pomembno. No, vse te stvari te tudi kot športnika in tudi kot osebo naredijo močnejše, da pač res nikoli ne obupaš, ne, ker najlažje je obupati. Treba se je boriti do konca in tudi vesela sem, no, da je mogoče moja zgodba, moj rezultat lahko komu vzor, inspiracija, da se res to vse da, ne. Včasih se zgodi prej, včasih kasneje, ampak mislim, da je ves trud na koncu poplačan. Aco, kako recimo ena majhna Slovenija v tako kompetitivnem športu je lahko taka velesila, recimo 2 medalje z olimpijskih iger zdaj teh zadnjih? No, že precej medalj so slovenski deskarji osvojili pred Glorijo in pred Timom Mastnakom. Zdaj, deskanje je precej mlad šport in ves čas v deskanju je treba graditi oziroma izumljati stvari, ne. Pred 10 leti so se pojavile podložne plošče, ki še niso povzročile take revolucije, kot so zdaj te zadnje dosegle. V deskanju doktrina sploh ni znana, ne. Vsi v vseh državah se po svoje ukvarjajo s tem. Nekateri imajo boljše rezultate, nekateri slabše. Ampak odkar je na trgu nova plošča Allflex, ki se je pojavila najprej to ste imeli na vi prste Olimpija- vmes, ne? Pri Prosim? teh ploščah ste imeli tudi vi, pri teh izumih prste vmes, ne? Ja, pač to ploščo sem jaz naredil, ja. In prvi rezultati so bili na olimpijadi v Sočiju. Tam so tekmovalci z mojo ploščo osvojili 6 medalj. Potem v Pjongčangu so osvojili vse, res pa je, da sta 2 medalje bile nemške, ki so pač mojo ploščo kopirali. Zdaj v Pekingu smo pa pač osvojili vse medalje, ki so bile možne. Gloria, kaj je s to ploščo? Kaj recimo, kako vi to čutite, ke vozite? V čem je razlika? Ja, tu je precej razlike. Je pa res, da vsako verzijo, ki jo nekako Aco izumi, tudi jaz poskusim, no. Moram pa reči, da ne vem, zaupam v svoj občutek, in če se mi zdi nekaj res dobro, potem to tudi takoj posvojim, a ne. Tako je bilo tudi zdaj s to zadnjo verzijo plošče, ki jo je v bistvu Aco izboljšal prav za olimpijske igre v Pekingu. Jaz sem to dala pod noge in sem takoj čutila, no, to razliko. Res sem se super počutila na njej. Tako da sem tudi zaupala v njegovo znanje, ne, da bo v Pekingu tudi funkcionirala.
Tako da ja, definitivno oprema dela razliko. Mi je pa bilo recimo zanimivo, da so moje sotekmovalke tudi opazile že takoj na prvi tekmi, ko sem se jaz vrnila nazaj v svetovni pokal, da imam novo ploščo, pa je recimo še niso želele stestirati, a ne. Ker nekako se mi zdi, da punce smo v športu vseeno, ko bi rekla, majčkeno bolj na ziher. previdne. Se pravi, ja, nerade preveč testirajo opremo. Tudi jaz sem taka v osnovi, no, ampak kar se plošč tiče, pa seveda zaradi Acota tudi poskusim. Mogoče mi je tudi zaradi tega pol tudi toliko lažje, ker ostale opreme ne menjam, pa recimo pač delam razliko na plošči. No, z Glorijo sva se vedno o tem, ko sva se z avto vozila, sva se o tem pogovarjala. In res je veliko vredno bilo to zame, da je Glorija lahko vse to stestirala. Jaz vem, kako ona razmišlja, ne, in zdaj, ko sva začela z Glorijo, sem pač jaz vedel, glede na to, kakšno tehniko je ona že takrat imela, da ji bo ta moj razmišljanje, kako morajo biti plošče narejene, sem vedel, da bo to njej ustrezalo, ne. In zdaj zadnje leto pred olimpijado sem imel velik problem, ker ona je bila na porodniški in ni imel kdo testirati. Sem imel dogovor s Timom Mastnakom, ampak on se nekako ni takoj odločil in če bi se Tim Mastnak takoj odločil, bi bilo tudi za njega lažje, ker jaz sem se bal, da se sploh ne bo odločil, da bo z novo verzijo vozil in jaz sem testne dal tudi potem drugim tekmovalcem, ne, in zmagovalec na olimpijadi je pač en teden pred tekmo se odločil, oziroma preden so šli na Kitajsko, da bo to vozil, ne. Recimo Vik Vald, ki je bil tretji, pa celo v Kamenk prišel, da smo mu ekstra naredili, ne, pa že tudi za Soči sem mu pač izrecno za njega naredil. Glede zlate medalje v Pjongčangu, pa Glorija ve, kako je bilo z dobitnikom zlate medalje, ki je iz Švice. Glorija, povej, kako je bilo s tem. Predlagam, Glorija, če se strinjate, da nam to zgodbo poveste po oglasih, tako da ne bomo iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna je olimpijska zgodba Glorije Kotnik. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno bronasta olimpijka Glorija Kotnik in njen trener Aco Sitar. Pogovarjamo pa se o tem, kako težko in hkrati lepo je osvojiti olimpijsko medaljo. Glorija, preden smo šli na oglase, smo končali v Švici, ne, in pri pomembnosti teh plošč. Kakšen imate vi sicer deskarji odnos do teh vaših desk? Imate to napol kakšno skoraj ljubezensko razmerje, recimo, ali je to bolj potrošna roba, tako kot teniški igralci včasih vidimo, ko so jezni, ko jim ne gre, pa kar zlomijo tisti lopar. A se tudi vam kdaj zgodi, da desko zlomite? Niti slučajno. Jaz imam zelo poseben odnos do svoje opreme. Mi veliko pomeni, tako tudi, ko se enkrat najdem, ko mi nekaj odgovarja, zelo čuvam in pač poskušam to zadržati, ker konec koncev so to občutki in na tej opremi v bistvu potem vsak dan treniraš, tekmuješ, tako da kaj takega. Tudi če me fejst razjezi, si niti slučajno ne bi privoščila. Če ob tem rečem, Ja, povejte. Glorija je najprej vozila desko F2. In vedela sva, da ni najboljša in da bi bilo treba narediti ene spremembe. In dvakrat sva šla v Nemčijo v firmo F2, da bi tako desko naredili, kot bi njej ustrezala, ne. In ker jo niso, pač je potem sva se odločila, da greva na eno drugo, ne, na Access, ampak v tej firmi so prav tisto leto potem tako desko naredili, kot jo je Glorija hotela, ne. In potem so Nemke zdaj
V bistvu zadnja 2 leta so bile konkurenca Ester Ledecki, prav na ta račun, ne. V bistvu je Gloria sugerirala, kakšna bi deska mogla biti, pa jo niso naredili. Potem, ko je šla stran, so jo pa naredili, ne. Aha, ja. Ja. Vse sorte se dogaja. Ja, Gloria, pa ta desko... zgodba z Ja. Nevinom Galmarinijem, pač to Gloria bolj ve, ker on ji je dopis poslal, da se je zahvalil. Povej, no. Ja, njemu ste tudi vi dali to ploščo, ne, čeprav vem. Ja, Ja, in na koncu je v bistvu končala v Švici, v Olimpijskem muzeju, tako da tudi en Ja, lep v dosežek. švicarskem, ne. No. Evo, se pravi, mi včasih rečemo v Sloveniji, bi radi bili druga Švica, vidite, Aco, vi ste že tam v muzeju. Gloria, ta deska, ki vam je prinesla medaljo, če tako rečem, kako je zdaj z njo? Ste jo upokojili zdaj, a zdaj sam še z njo tekmujete? Kakšna je zdaj ta stvar? Nisem je še upokojila, je pa res že kar na koncu, tako da zdajle po koncu sezone me tudi čakajo testi, no, za to, da si nekako sestavim opremo za prihajajočo sezono. Vse ima rok trajanja, tako je tudi z desko in Ta bi tudi lahko v kakšnem muzeju končala, sem pri nas, ne v Švici. Ne? Ne, to bom pa zagotovo obdržala jaz. Boste imeli doma, ja, verjamem. Aco, zdaj verjetno tudi sneg igra veliko vlogo, ne? Si predstavljam te olimpijske igre v Pekingu, dosti je bilo govora o tem snegu. Kako pa sneg recimo vpliva na samo pripravo materiala in potem tudi na tekmovanje? Ja, seveda, za vsak sneg je priprava deske drugačna, ne, tako kot tudi za smučke, ne. In pri tem agresivnem snegu za Glorijo Se opravičujem za nas laike, kaj to pomeni, da je sneg agresiven? Da bolj prime, da manj prime? ja, da bolj prime, ne. To bo znala Glorija bolj razložiti. Ja, sneg na Kitajskem je res zelo specifičen, ampak meni v osnovi tudi zelo odgovarja. Mogoče sem imela tudi majčkeno srečo, no, da sem imela na tem snegu tudi možnost veliko trenirati, ne, saj v bistvu ni skrivnost, ker je bil moj oče zdaj par let trener na Kitajskem, tako da naj je tudi vedno z Acotom odprtih rok pač sprejel na te njihove treninge. In ja, jaz sem se nekako s tem snegom res spoprijateljila, mi odgovarja moji tehniki in res se dobro počutim. Tudi recimo v bistvu ta cel teden priprav, ki sem jih imela pred olimpijskimi igrami, prav na prizorišču, jaz sem se res dobro počutila in nisem delala napak, karkoli sem poskusila, mi je nekako uspevalo in sem bila samozavestna že pred tekmo, ne. Je pa res, da vsem tekmovalcem to ne odgovarja in marsikdo je imel na tem snegu pa res težave. Ampak jaz bi rekla, da je potem to en tak skupek vsega, v bistvu tudi oprema, ne, saj smo že prej govorili o tej plošči, je bila pač tudi razvita za ta teren, za ta sneg, seveda deska in pač kombinacija opreme, tehnike, tako da tudi seveda dobra priprava deske, a ne, potem na koncu lahko da rezultat. Se strinjate? Ja, izvolite, Aco. Ker vedeti je treba, da pač ta sneg ne odgovarja vsem, ne. Tudi robnik na deski mora biti na poseben način nabrušen in Gloria ima v bistvu najrajši, da je cel robnik do konca oster, potem pa sama predvsem na sprednjem delu nekoliko ostrino pobere ali pa pač serviser naš reprezentance. Sem pa seveda dolgo časa sem bil tudi njen serviser, ne, in vem, kakšno desko mora imeti, kako mora imeti pripravljeno. Na snegu je pa v bistvu temperatura snega veliko pomeni, ne, in zdaj na Kitajskem je bil ta mrzel sneg in jaz sem vedel, da to Gloriji odgovarja, ker je to zelo s tehniko povezano, ne, ker ona ima za moj okus ima brezhibno tehniko, ne. Bi rekel, da so tudi druge reprezentance želele, da prideva z njim na trening in sva imela vedno odprta vrata, recimo tudi v Rusiji, no. Tako da
predvsem je pomembno, da veš, da ne vem, kako naj to razložim. Gloria je imela že, preden sva začela, solidno tehniko, zato sem tudi ji ponudil sodelovanje, ne. In če je sproščena in če se upa, je vedno lahko na stopničkah zaenkrat. Tako da snega na Kitajskem se je pač navadila, ker je več kot en mesec na Kitajskem trenirala. Tako da nismo sicer medalje pričakovali, ampak smo si jo želeli. Samo ko sem jo pa videl na štartu, sem mogoče malo zašel, a ne vem. Ko sem jo videl na štartu in njen izraz, sem pa vedel, da se bo dogajalo, no, in se je. Super. Saj to sem vas hotel vprašati, Gloria, to niso bile vaše prve olimpijske igre. Kako je bilo drugače v teh pogojih epidemije biti na olimpijskih igrah in tekmovati? Ja, to je bilo zelo, zelo specifično. Seveda smo se tekmovalci dosti obremenjevali že s tem, a bojo naši testi pozitivni, negativni. Tako skozi je bila prisotna ena negotovost. Bilo je precej drugače, no, kakor na prejšnjih olimpijskih igrah. Ampak jaz se s tem res nisem preveč obremenjevala. Sem nekako poskušala slediti tem stvarem, ki so se pač tam dogajale, vpliva na to nisem imela. Tako da jaz moram reči, da sem se na koncu zelo dobro počutila. Vesela sem bila tudi, da ni bilo veliko okužb, da so bile olimpijske igre fer. To smo si seveda vsi športniki želeli, a ne, da ne bi manjkali favoriti, da je tekmovanje bilo na koncu res korektno speljano. Tudi kar se tiče prizorišč, jaz moram zelo pohvaliti organizatorje. Vse je bilo na vrhunskem nivoju, tako da seveda niso imeli lahkega dela tudi v tej situaciji organizirati olimpijskih iger, ampak res so se zelo potrudili in vse je bilo okej. Tudi, ko bom rekla, prostovoljci so bili izredno prijazni z nami. Jaz res, to, kar smo mi videli pa doživeli v tem mehurčku, je bilo vseeno zelo, zelo korektno, no. A ste vi kaj prišli v stik s temi roboti? Mi smo tule gledali nekaj naprej, neke robote, ki nosijo po sobah stvari, pa neke robote, ki hrano razdajajo. Ste videli tudi kaj teh tehnoloških zadev? Ja, so bili ti roboti v jedilnici, ampak so bili bolj na mestu, no, niso imeli veliko dela. So jih samo za televizijo prižgali? Ja. Aco, kaj pa vi recimo, kako ste pa vi doživljali te olimpijske igre? Vas je kaj skrbelo ta epidemija, ali ste verjeli, da bo Gloria zmogla vse te stvari odmisliti in se skoncentrirati samo na tisto, kar je najbolj pomembno? Jaz moram biti iskren, ne. Jaz sem pričakoval medaljo v Pjongčangu, ne. In Gloria je bila takrat najboljša, mislim v Koreji, ne. Gloria je bila takrat najboljša pripravljena in v kvalifikacijah je ujela 15. čas in že prvi hit je vozila z eno boljših deskark v tistem trenutku, ampak jo ni ona premagala, ampak se je Gloria sama premagala. 3 napake je naredila, po 2 napakah je ujela sotekmovalko. Za 3. napako so ji pa zmanjkale ena vrata. Mislim, en kol je zmanjkal, 4 stotinke je falilo. Tako da res, da je bila to že zdaj njena 4. olimpijada, ampak ne bom nehal obžalovati tega, da ni že v Koreji dobila medaljo, ker je bila takrat boljša oziroma bolj sposobna. Zdaj zato pa nisem upal upati, sem si pa želel, ne. Ampak Gloria, vi ves čas poudarjate, da največji uspeh imate pa doma in to seveda se vsi strinjamo, ne. Kako težko je bilo recimo na nek način se odločiti, da prekinete športno pot, pač se odločite za materinstvo in potem hkrati, da se vrnete nazaj? Ja, pa bom rekla, da niti ne tako težko. Jaz sem se v bistvu po tisti sezoni borila z izgorelostjo, moje telo je bilo res izčrpano.
Bila sem na koncu in nekako sem vedela, da rabim prekinitev. Seveda takrat nisem vedela, da bo ta prekinitev dokončna. V vsakem primeru bi si pa vzela sezono brez tekmovanj, ker sem telo res izčrpala do minimuma. Tako da ja, pač zadeve so se razpletle, kot so. Jaz sem si tudi vedno želela imeti družino. S partnerjem sva se takrat odločila, da je pač mogoče pravi čas, zaradi tega, ker saj veste, v športu se nikoli ne ve, lahko se jutri poškoduješ, Ja, vsega Pa pri konec. ženskah se nikoli ne ve, ne. Ja, in jaz sem pač začutila, da je to pravi čas. Bom pa zelo iskrena, no, nisem razmišljala o tem, a se bom vrnila v šport ali ne. Jaz sem nekako rekla že takrat, da bomo pač videli, kaj bo čas prinesel, in tako se je potem tudi vse zelo spontano dogajalo. Jaz sem se v bistvu na treninge vrnila z željo, da bi se nekako spravila nazaj v tisto neko fizično kondicijo, ker saj veste, tudi vrhunski šport prinese kar dosti posledic na telo in seveda, ko sem izgubila mišično maso med nosečnostjo, res nisem, sem res zelo pazila, ne, kaj počnem, tudi uteži sem dala čisto stran, bila sem aktivna, ampak ne, na prvem mestu je bilo pač zdravje otroka in sem v bistvu tudi vse delala tako temu primerno in ja, seveda so se potem pojavile, ne vem, bolečine v kolenu, v križu, ker to pač povzroči padec mišične mase. Tako da jaz sem v bistvu šla nazaj na treninge prav s tem razlogom, da se nekako spravim nazaj v kondicijo. Potem, ko sem pa videla, kako hitro sem v bistvu nazaj na nekem nivoju pred nosečnostjo, sva se pa tudi s partnerjem pogovarjala o tem in mi je on takrat rekel: "Glej, pa jaz vem, da ti še v športu nisi dosegla vsega, kar si želela, pa vem, kaj si sposobna." Rekel je: "Prosim, da poskušaš še enkrat, da ne boš potem celo življenje obžalovala, da nisi, a ne." In to bom rekla, on je imel tukaj ključno vlogo, da me je v to nekako nazaj prepričal, zaradi tega, ker če jaz te podpore doma ne bi imela, si tega niti res ne bi želela, no. Tako da vse se je dogajalo zelo spontano, tudi moja vrnitev na sneg je bila, tako bom rekla, počasna, nič nisem forsirala, zato sem tudi spustila tiste prve tekme v Rusiji, ker enostavno še pač nisem čutila, da bi pustila otroka doma. Na teh prvih treningih sta tudi hodila partner in sin z mano, a ne, tako da ja. V bistvu so se vsi nekako podredili temu in se prilagodili, in jaz, ko sem šla na te olimpijske igre, mi seveda ni bilo lahko pustiti sina doma, sploh prvič tako dolgo obdobje. Ja. In sem si zato nekako še bolj želela dati vse od sebe, v bistvu narediti vse, ki so me pač podpirali vsa ta leta, res ponosne, no, in sem vesela, da mi je to tudi na tak način uspelo. No, če smem, Ja. o njeni tehniki, ne. Gloria je že preden sva začela, imela solidno tehniko. V tistem času je bil princip bordanja precej drugačen, odkar so moje plošče v uporabi, se je tehnika precej spremenila, ne. Prej so samo preložili desko z robnika na robnik, zdaj je pa pač treba čim več prostora po zraku osvojiti iz zavoja v zavoj, ne. In Gloria je imela edini problem to, da je s telesom šla nekoliko prenizko, in zaradi tega je bila njena moč nekoliko slabša, zaradi tega, ker je imela kolena nekoliko preveč skrčena, ne. Potem, ko sva to popravila, je bila bistvena razlika in tudi moč se ji je povečala zaradi tega, ker je bila malo bolj stegnjena. Je pa razlika tudi v tem, ne, večji tekmovalci imajo večjo amplitudo gibanja, ne, in Gloria je pač manjša tekmovalka in mora mnogo bolj natančno vse narediti, ker nima prostora za popravek, ne. Se pravi, višji tekmovalci imajo več prostora, da popravijo napako, Gloria tega prostora nima, ne. In trdim, da pač ima,
če ne že najboljšo, pa eno najboljših tehnik sploh v snowboardu. Ne? In kot sem že rekel, so v vseh državah so tekmovalci želeli, da pač sva bila z njimi na treningu. Tako da zdaj, kar se tiče stvari okrog bordanja, bi še to rekel, da je problem v vseh državah, ker ni doktrine. Zveza ali pa, ne vem, fakulteta športna in v Sloveniji in v drugih državah niso še določili, kaj je sploh prav, ne. In kaj je prav za otroke, pa kaj je prav za tekmovalce, ne. Tako da na tem področju je še precej stvari za doreči. Je pa škoda, da recimo Slovenija ima zdaj eno generacijo, ki je že precej v letih, katere pač v ekipi te generacije je Gloria, edina ženska. Kako se bo nadaljevalo, če se sploh bo? Ja. Gloria, koliko se je zdaj vaše življenje tudi spremenilo po tej medalji? Saj vemo, v prvih izjavah ste rekli, vse, kar si želim, je čim prej priti nazaj domov, pa objeti sina, ampak vseeno, verjetno zdaj ste deležni veliko pozornosti, imate veliko tudi obveznosti. Ko se recimo s tem soočate, da ne rečem spopadate, je to nekaj, kar bi želeli tudi v prihodnje imeti, ker vemo, ne, ta kruh športnikov je zelo težek. Kako pride uspeh, ga je treba skoraj maksimalno izkoristiti, ker tudi uspehi ne trajajo večno, ne. Ja, saj zato sem tudi že prej rekla, da se potrudim nekako streči vsem, ampak žal na dolgi rok to ne gre. Je to poolimpijsko obdobje, seveda, ko je ta olimpijska medalja aktualna, ampak ja, jaz bi si želela, da nas nekako spremljate skozi ves čas, a ne, mogoče ne toliko intenzivno, ampak da smo nekako tukaj. Ker ja, to je zelo pomembno, no, za prepoznavnost športa. Mislim, da si tudi naš šport zasluži to, zaradi tega, ker smo ogromno dosegli deskarji v Sloveniji in bi si jaz tudi želela, da bi se mlajše generacije s tem športom ukvarjale. Šport je zelo lep in ti da veliko, tako da bi želela, no, da bi imeli mlajši boljše pogoje za to, da bi se ukvarjali s športom. Aco, koliko je recimo v deskanju denarja v primerjavi recimo z alpskim smučanjem? Se to sploh da primerjati? Ja, kako je v alpskem smučarju, ne vem. Vem pa, da Gloria ta hip za sezono rabi cirka 50.000 evrov. Koliko pa bo dobila, je pa drugo vprašanje. Kar se pa alpskih smučarjev tiče, bi rekel, da precej več rabijo kot pa deskarji, tudi zaradi tega, ker imajo daljše terene. Gloria, kje se vi recimo vidite po koncu kariere? Ste že kaj razmišljali o tem? Se mi zdi tako, no, da ste kar tako, ko bi rekel, zelo trdno stojite z obema nogama na tleh, tako da ne verjamem, da prepuščate veliko stvari naključju, ali se motim? Ne prepuščam veliko stvari naključju. Bom pa rekla tako, pač tisto stvar, ki jo delam, jo res poskušam delati 100%. Jaz sem po naravi, no, pač res deloven človek in tudi vem, koliko truda je recimo treba vložiti za eno stvar. Ene stvari pač ne padajo z neba. Tako da treba se boriti, treba je delati za to. Jaz se tudi zelo nerada pritožujem in ja, pač moja pot v preteklosti ni bila lahka, ampak sem v bistvu hvaležna za vse te izkušnje, ker so me nekako izoblikovale osebo, kot sem danes, a ne. Tako da zdaj seveda pač želim nadaljevati kariero v športu, želim, da bi se tudi pogoji za delo seveda izboljšali in to je nekako trenutno v moji glavi. Kje se bom pa videla po koncu kariere, o tem bom pa razmišljala takrat. Zdaj si želim biti res 100% tukaj. No, če dovolite, Ja, jaz bi se ob tem zahvalil sponzorjem, ki so naj do zdaj podpirali, ne. Tako da največ
je gospod Samo, kako se piše? Zalokar. Zalokar, ja. Saj jaz bi tukaj res seznam je res dolg, no, Ja, tako no. bom rekla. Sponzorjev je ogromno, ki so pomagali že prej. Tudi bom tako rekla, tudi veliko ljudi je, ki so mi pomagali na športni poti. Tako, vsak, ne vem, bivši trener, vsak, ki je kadarkoli, kakorkoli pripomogel k temu uspehu. Ta kolajna je sestavljena v bistvu iz 20 let, trdega dela, garanja, in, v bistvu je vsak, neki košček, k temu pripomogel, no. Tako da ja, tudi jaz se na tem mestu res zahvaljujem vsem, ki so nas podpirali in nas še bodo. Zdaj, vi ste drugače iz Velenja, zdaj pa živite v Celju, če se ne motim, ne? Ja, tako. Aco, niso to neke, bi rekel, na prvo žogo neke zelo smučarske ali pa deskarska okolja, ne? Ja, Ja. ampak imamo pa smučišča zelo blizu, saj se mi zdi, da v Sloveniji je vse tako na dosegu roke, no. Ne vem, jaz sem skozi živela z zimskim športom, tako da meni se zdi vse v Sloveniji dosegljivo. Slovenija je tako majhna, da to sploh ni možno razparcelirati, kjer mest je za kaj, ne. Zdaj, Velenje pa Celje sta pač rokometna mesta, rokometni mesti, ampak tudi deskarji se najdejo, ne. Ja, hvala Bogu, da se, ne, saj v primeru Glorije. Pa Aco, Mastnaka tudi, no, če. ja, seveda, ni edina, ja, tudi ti Mastnak, ja, Ja, seveda. tudi on je Celan, ne. Aco, kako se bo zdaj po vaše ta šport naprej razvijal? Kaj bi recimo se dalo še narediti, da bi postal še bolj atraktiven, mogoče se to sploh da? No, atraktiven je, mislim, meni je super, da tudi starejši tekmovalci lahko to obvladujejo, ne. V alpskem smučanju je malo drugače, ne, tule v bordanju je pa znanje pa rutina precej pomembna, ne, ni samo pač eksplozivnost in tako da jaz mislim, da se bo še razvil, ne. Je pa seveda toliko športov in težko je toliko energije vložiti v to, da si pač na takem nivoju, kot je zdaj Glorija. To danes otroci, mladina, ne vem, če je pripravljena zjutraj ob 5 vstajati pa se na Roglo peljati, 2 ure treninga narediti pa domov, v Glorijah svojemu sinu. Ampak drug dan je spet treba iti, ne, in če smo pa na terenu, je to treninge je treba zjutraj opraviti, preden pride ostala raja na teren, ne, in Ja. ko pridejo rekreativci, imamo mi treninga že konec, ne. Tako da to vidim kot velik problem. Druga stvar je pa še to, da alpske discipline potrebujejo pancerje, se pravi trde čevlje, ne, in ljudje pa zdaj imajo raje freestyle, ker nimajo pancerjev, imajo skipucke in je veliko lažje in tudi dobro je pa edino to, da zdaj ni tako več mraz, ki je bilo recimo pred 20-30 letom. Da je zdaj malo lažje, ne. Stalno so bile take temperature, kot Ja. so bile zdaj na Kitajskem, ampak jaz mislim, da vseeno bo zveza naredila na tem, Ja. delala na tem, da čim več otrok vključi v to in da se pač naprej razvija. Ja. Mi vama želimo obema seveda še veliko uspehov naprej. Glorija Kotnik, Aco Siter, najlepša hvala za vajino gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o Gloriji za Glorijo že 697. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako je lahko Slovenija raj za podjetnike. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.